da gremo zdaj nazaj. Torej, zadnjič sem rekel, da bo 27. novembra novi urejevalnik vsebine Gutenberg, pa nam je WordPress zelo prijazno povedal, da temu še ne bo tako, ker niso ga zaključili, oziroma niso že zaključili nove verzije, ampak bi vam jo jaz vseeno predstavil tako, da vidite približno, kako bo stvar izgledala, pa da potem malo primerjamo, kakšen je pa urejevalnik vsebine, ki ga bomo v resnici potem spoznali. Zato, ker meni je Gutenberg, čeprav je nekaj stopenj boljši od trenutnega, še vedno toliko preveč, mislim, premalo neke funkcionalnosti ima za to, kar poskušajo cel cajt nam. Tako, ne, pejmo vsi v plugins in pa add new in dajmo napisati v iskalnik Gutenberg. Odlično, jaz pa nisem tega pogledal, tako da če vam da v prvi strani, tale je pravilni 4.1, ki piše verzija, ne piše verzija, ok, Gutenberg, to je to. Kliknite gor na Install Now, počakajte nekaj sekund, da se bo tukaj tale ikonca zavrtela uspešno in pa potem še Activate. Ja, to bomo pa potem, zato ker to je ena stvar, ki jo potem priporočajo, da si inštaliramo, če ga ne želimo uporabljati takrat, ko bo ven prišel, da si eno drugo aplikacijo inštaliramo in ga bo potem, ga ne bomo prisiljeni uporabljati. Tukaj, še enkrat kliknem na Activate, tako da, a sem uspešno kliknil? Uspešno sem kliknil. Torej, zdaj imam urejevalnik, ki je aktiviran. Zdaj pa pejmo narediti eno novo objavo. Jaz grem z miško tlele čez njo in bom samo kliknil na post, oziroma lahko bi kliknil tudi na new, samo na new. In če bo vse po sreči, ja, kaže nekaj bilo. Yes! Welcome to the wonderful world of blocks. Tako. Hvala za tole, bom jaz poskušal še kaj povedati zraven, da ne bo namesto mene tale WordPress, kar vse vam razložil. Skratka, v primerjavi z tistim urejevalnikom, ki smo ga zadnjič spoznali, je ta stvar zelo čista. Tako, se pravi, v tistem bloku, ki smo ga imeli prej, naslov novice, to je zamenjal ta prvi blok tukaj. Torej, tukaj bomo imeli naslov novice in pa potem tukaj le spodaj, kjer piše Start Writing or Type, v trenutku, ko začnem pisati, bomo imeli tako imenovane bloke vsebine. To je ta glavna logika v tem urejevalniku je, da vsakič, ko boste pritisnili Enter, vsakič, ko boste imeli nov odstavek, bo on naredil nov blok vsebine. In potem te bloke lahko spreminjamo, premikamo oziroma med te bloke vsebine dodajamo neke nove stvari. Torej, v trenutku, ko začnem jaz pisati in pritisnem Enter, dobim naslednji blok vsebine. In v trenutku, ko pritisnem Enter, imam spet naslednji blok vsebine. Imaš, isto je, In, zdaj, tiste nastavitve, ki smo jih imeli zadnjič na desni strani, imamo tukaj zdaj še vedno na desni strani, ampak pod zavihkom Document. Torej, gumbek za našo novico se je zdaj premaknil tukaj gor desno, tisti gumbek za shraniti ali pa za objaviti. Ja, in tako, ja, štima. Torej, identičen gumbek, ki je bil prej na desni strani v tistem bloku, skupaj z Visibility, skupaj z tem, skupaj z Post Format, tukaj je bil, zraven Move to Trash je bil tlele, zdaj je pač tukaj gor in če bi recimo, ne vem,
šel tri zaslone dol, bi bila ta stvar še vedno tukaj skrita. Ne. Tele nastavitve lahko drugače skrivamo tako, da kliknem tukaj na tole ikonco z nastavitvami, tako da imamo še več enega tako. Ne. In pa tukaj so skrite naše kategorije in pa naše ključne besede, isto, kar smo imeli prej, samo da je malo bolj fancy, pa malo bolj skrita zadevščina. Ne? Torej, in predstavnostno sliko za določene stvari lahko tukaj nastavimo in vse ostalo. Ampak zdaj se bom vrnil tukaj na blok in kliknil na enega izmed teh odstavkov. Ne? Se pravi, na moj prvi odstavek sem kliknil. In za vsak ta blok, ne, imam tukaj zdaj te specifične nastavitve za to enoto. Ne. Recimo, lahko bi si povečal velikost pisave, ne, ali pa bi recimo kar tukaj napisal, da hočem imeti 99 točk veliko pisavo, kar izgleda super lepo. Ne. In pa tukaj imam možnost, da si nastavim in recimo barvo ozadja za ta blok in pa barvo besedila, ne? Nekaj, kar je bilo recimo prej malenkost težje v tem navadnem urejevalniku. Ne? Tako da zelo veliko socialnih omrežij gre nekako na ta tip urejevalnika vsebine. Mislim, da ima Medium to, mislim, da ima LinkedIn to. Skratka, ne? Da imaš nek blog, potem pa lahko vmes daješ, ne vem, ok, ne, zdaj pa želim dodati recimo nov naslov ali pa želim dodati novo sliko. Ne, in vsak ta element bo tretiral kot pač nek blok vsebine. Mimogrede, ne, če se postavim med posamezne bloke, imam možnost tukaj tale plusek, ki mi bo dodal vsebino med to in med to. Ne? Če bi želel, lahko tudi tukaj čisto zgoraj uporabljam tole, ampak on bo v tem primeru dodal na zadnjo možno lokacijo ta blok. Jaz bom recimo zdaj si dodal med eno in drugo, bom še tole takole ogabno pobarval, da bo super vidno takole. Ne? Kako? Ne, zato ker naslov tehnično je definiran z temo. Ne? Tako da bi lahko, imaš recimo potem pri sami temi nastavitev, kakšno barvo bo imel naslov novice. Ne? Medtem ko vse ostalo so pa potem dinamični bloki vsebine. Torej, dajmo narediti en nov blok in tukaj imamo en kup zdaj teh različnih modulov, ki nam jih omogoča. Imamo en kup blokov, zaenkrat sicer ne blazno veliko, no, ampak recimo, če bi želeli narediti eno slikco, ki bi jo postavili noter, imamo to možnost, ne, lahko jo direktno skopiramo iz računalnika ali pa isto kot zadnjič Media Library. Ne, se pravi, vse slike, ki jih mi skopiramo v svojo spletno stran, so nam vedno na voljo. Ne. Torej, bom jaz izbral eno slikco. Ne? In imam eno slikco, ki je zdaj vmes med enim in med drugim blokom, ne? Ker sem se postavil med en in drugi blok in imam zdaj to noter. Ne? In tukaj na desni strani imam spet zdaj ogromno enih opcij. Ne? Če želim, da je ta moja slika manjša, ne? Od tega si lahko tukaj kliknem, ali da je recimo 50%, 25% samo in tukaj recimo, da je stvar še na sredini, pa še kaj lahko pripišem tukaj zraven, da bo stvar imela še nek kontekst, kakor da ga bi imela zdaj kaj. Zdaj, kaj se meni zdi, da so omejitve tega urejevalnika napram tem, kar bomo zdaj spoznali? Stvar je še vedno nekako zaprta v en kalup teme. Ne? Torej, tema nam definira še vedno, kako je neka tipografija,
kako so neke barve, kot recimo to, kar je Selina prej rekla, ne, naslov novice, je nekaj, kar mi nimamo možnost definirati tukaj, ne, oziroma imamo kaj možnosti definirati? Ne, nimamo, ne. Zaradi tega, ker je to nek bolj dinamičen kontekst, ne, to zdaj tema nam vsiljuje, ne. In tema bi nam v tem primeru vsiljevala še dosti več, ne. Se pravi, kako točno je stvar pozicionirana, to je bolj v bistvu namenjeno tistim, ki pišejo članke in bi zraven še malo ekstra zdizajnirali, ne. Se pravi, napišem, zdaj bi pa tle not dodal en fancy title, ali pa zdaj bi pa tle dodal noter, ne vem, 2 stolpca vsebine, ne. Medtem ko vse ostale oblikovne možnosti preprosto ni, ne. Tako da je stvar zelo omejena v tem, kar nam trenutno ponuja. Mislim, da bo stvar šele čez kakšen let pa pol pripravljena resnično za uporabo, ampak pač že nekaj cajta delajo na tem in bi bili zelo veseli, če stvar zalaufa. Čakaj, mislim, da imava možnost tukajle. Glej, tukajle imaš layout elements. Pod layout elements imaš columns, ne. In tukaj zdaj lahko rečeš, ja, jaz hočem pa imeti zdaj blok, ki ima, recimo, imamo možnost 2, ali je to? Ne, to je to, imamo možnost 2, ne, takole. Ne, kaj zdaj? Dajmo probati slikco. Ok, imamo eno slikco, drugo slikco. Aha, ok, v redu. Se pravi, zdaj sem izbral tukajle, sem kliknil na ta modul in zdaj imam tukajle možnost večjih stolpcev, kakor samo 2. Ko bomo prišli do naslednjega urejevalnika, je to toliko bolj logično. Mislim, to je zdaj, mene vsakič strese, ko tole gledam. Ampak, mislim, stvar bo na neki točki pač primerljiva, no, samo zdaj še ni, no, tako da je stvar kot demo sicer čist prikupna, ampak v resničnosti pa malo manj. Tako da, jaz priporočam, no, tistim, ki ne boste hoteli tega uporabljati, da si namestite en vtičnik. In sicer je temu vtičniku, uradnemu vtičniku ime Classic Editor. Classic Editor, če boste namestili ta vtičnik, bo v trenutku, ko se bo WordPress posodobil na verzijo 5, vas ne bo avtomatsko skočili na Gutenberg. Tako. Classic Editor. Pa bom še deaktiviral Gutenberg, ker mi je super fajn, ampak ne hvala. Pa ga dajmo. Lahko ga še pobrišemo, tako da nam res zapaše. Evo, jaz sem tlele kliknil na delete, da grejo vsi fajli iz moje spletne strani, da sploh ne rabim več razmišljati o tem. Veš kaj, kar pejdi tukaj pod plugins, pa bi ti mogel takoj že. Ja? Ne, kar pejdi install plugins. Ja? Kaj kliknem gor, imaš tukaj v spisek vsega, kar že imaš. Imaš tukaj Gutenberg, evo. Tako. Če hočeš, ga lahko še zbrišeš.